Tole bo naša najkontroverznejša epizoda do zdaj. Hočemo si priznati ali ne, genetika nas določa, ne moremo temu ubežati. Zakaj eni ljudje skozi hrani razmišljajo? Ali pa zakaj zdaj ta gospod, zakaj so ga tisti vseni kosmiči poklicali? Kaj v njegovih možganih mu je reklo, hej, ti pa še nimaš dovolj, ne? Genetika vpliva na to, koliko bomo lačni čez dan, koliko bomo siti po nekem običajno velikem obroku, koliko nas telo žene gibanju, koliko nam je to prijetno, neprijetno, pa tudi koliko bomo mi razmišljali o hrani cel dan. Bom kar napovedal, tole bo naša najkontroverznejša epizoda do zdaj, zelo verjetno. Predvsem iz dveh razlogov. Prvi je ta, da bomo govorili o občutljivi temi. To je tema debelosti, na malo drugačen način, kot so ljudje ponavadi vajeni govoriti o tej temi oziroma poslušati informacije o tej temi. To bo pri marsikomu malo porušilo, kako na debelost gleda, in ko ti nekdo razdre neko idejo, ki jo imaš v glavi, je to včasih težko sprejeti, ne? Z mano, kot ponavadi, kolega Marjo Sambolec, kolega Lana Trampuš, naslov te epizode pa je Resnica o debelosti. Naš dnevni red je kar intenziven, kar nabit, zato gremo kar v akcijo in začnimo na začetku. Kaj debelost v resnici je? Kako ljudje vidijo in kako jo dojemajo, pa kako dojemajo njeno menedžiranje. Te stvari se včasih ne skladajo z neko realnostjo, ki v bistvu obstaja, In bom kar začel z definicijo debelosti. Debelost je, berem, dejansko je to navedba, debelost je kronična, progresivna, ponavljajoča, ozdravljiva, multifaktorna bolezen nevrobiološkega izvora, pri kateri povišana količina telesne maščobe vodi v disfunkcijo maščobnega tkiva in povečanega stresa na telo. Rezultat so pogosto negativne presnovne, biomehanske in psihosocialne zdravstvene posledice. Torej, mičkam bolj kompleksno, kot pa da bi rekli, debelost je lenoba ali pa debelost je pomanjkanje volje, In tega se ljudje pogosto ne zavedajo. Zdaj, kaj točno to pomeni? Vsak, ki ima debelost oziroma prekomerno telesno maso, ne more kontrolirati vseh dejavnikov, ki na to njegovo stanje vplivajo. Hkrati pa pomeni, da ni vsak kilogram preveč avtomatsko debelost, tudi tega se moramo zavedati. Običajno jo definiramo s indeksom telesne mase, Indeks telesne mase višji od 30, ponavadi opišemo kot debelost zdaj. Ni nujno, da vsak ima indeks telesne mase višji od 30, je debel, ker nam ne pove ta indeks telesne mase ničesar o telesni sestavi, o presnovnem zdravju posameznika, zato se uporabljajo tudi nekateri drugi kriteriji, kot so merjenje telesne sestave, določene količine visceralne maščobe in tako naprej. Ampak kakorkoli. Kakšen procent Slovencev ima debelost oziroma povišano telesno maso? Kakšne so zadnje številke? Če se ne motim, smo že primerljivi z državami in s populacijami, nad katerimi smo še leta nazaj vihali svoje nosove. Tukaj govorim predvsem o Američanih, tako da po zadnjih podatkih, ki jih je, če se prav spomnim, tudi statistični urad beležil, je že celokupno gledano 3/4 takšnih, ki ima prekomerno težo, in mislim, da je približno tretjina takšnih, ki pa že ima debelost. Seveda debelost, kot si sam povedal, ni zdaj enovita bolezen, se pravi, imaš več stopenj, se pravi, imamo že tisto hudo obliko klinične debelosti, o čemer lahko Lana pove več. Ampak, ko pa govorimo tukaj recimo o prekomerni zamaščenosti, pa mislim, da je to procent. In potem, če se štejemo to skupaj, pridemo v bistvu že kar v neko situacijo, da če pogledamo, da že 2 od 3 Slovencev, grobo rečeno, imata težave ali pa se soočata z posledicami prekomerne telesne mase. 2/3. Veliko, ne? Ja. Tako je, to v bistvu je zdaj nekaj, kar poskušamo potem mi zapakirati v nek lep paket, zavijati z nekimi mašnicami, češ sej ni spet toliko važno, koliko imaš kil, ni važno, koliko imaš maščobe, bolj važno je, kako se ti počutiš v svojem telesu, pa bolj važno je, da ti pač malo kaj gibaš, pa bolj važno je, da ti pač, poješ dovolj zelenjave, vse to je lepo lahko res in vse to lahko dodaja barve, in kontekste in nianse v to debato. Je potrebno upoštevati, seveda.
Ampak ne gre pa zanemariti ob vsem tem dejstva, da prekomerna telesna zamaščenost kot samostojen dejavnik, neodvisno od tega, zaradi česar in kako smo to dosegli, pa tudi če samo, ne vem, za biohrano ali pa če imamo prekomerno telesno zamaščenost, kljub temu, da vsak dan prehodimo 10.000 korakov, še vedno samo golo dejstvo, da imamo toliko odvečnega maščevja, to predstavlja izjemno močan, v resnici celo najmočnejši dejavnik tveganja za prezgodnjo smrtnost iz praktično vseh razlogov, tako nalezljivih kot nenalezljivih bolezni. Torej, resen javno-zdravstveni problem, ne? Tako je. Ki ga trenutno uspešno ali neuspešno rešujemo. Kaj misliš, Lana? Moje mnenje bi bilo, da ga rešujemo precej neuspešno po eni strani, ker med ljudmi vlada neko prepričanje, da gre za problem kozmetične narave. Pogosto slišimo, ne moramo biti vsi suhi in lepi. Torej, neko pomanjkanje zavedanja, kaj ta prekomerna zamaščenost dela v telesu. Po drugi strani pa tudi zaradi nekih predsodkov do same debelosti, temu se reče stigma vezana na debelost oziroma stigma vezana na telesno maso, tudi med zdravstvenimi delavci in sodelavci v bistvu negativno vpliva na to, kako obravnavajo ljudi, ki živijo z debelostjo, ali pa grejo po tej poti zaenkrat z neko prekomerno telesno maso. In po mojem mnenju je namen te epizode danes, da vsem nekako dodamo barve v to sliko, da bojo bolje razumeli, zakaj debelost ni neka osebna izbira, zakaj to ni rezultat pomanjkanja discipline, volje, skrbi zase, ampak kaj vse še tiči zadaj, predno se pri nekomu debelost razvije. Debelost, skoraj bi lahko rekli, da je kompleksna stvar in zahteva kompleksno rešitev, ne? Pogosto se jo pa proba preveč poenostaviti in samo pokazati s prstom. Kriva je ali osebna volja, krivo je ali samo pomanjkanje znanja, ali pa da je krivo pomanjkanje telesne aktivnosti. Eno od teh stvari gremo najti grešnega kozla, ne? Realno gre pa za kompleksen preplet različnih dejavnikov, kar bo po definiciji pomenilo, da je tudi rešitev kompleksna, ne? Še ena stvar, ki se ljudje pogosto ne zavedajo, je ta prva, da ta epizoda ne bo rešila problema debelosti. To je prva stvar. A ne bi bilo to fajn. Ne bi bilo, res bi bilo fajn. Druga pa je ta, da je tam nekje med 40 in 70% debelosti genetsko pogojene. Včasih slišimo tisto neslano šalo, neokusno šalo, kakorkoli. Obesity doesn't run in your family, nobody runs in your family, ne? Ok, razumemo, kaj so želeli s tem povedati, ampak do neke mere, do večinske mere se s tem ne moramo strinjati, kar trenutno vemo o debelosti, ne? Če jo do neke mere pojasnijo tudi genetski dejavniki, kaj zdaj to pomeni? A če sem jaz bolj nagnjen k debelosti, ne morem ničesar narediti, ker sem pač obsojen in se lahko samo dam v usodo, ne? A lahko naredim samo en majhen delež, a potem, če sem jaz nagnjen k debelosti, bo tudi moja hčerka in moja sestra in moj brat in kako to zdaj gre, ne? Kaj se tukaj da narediti? Na kaj se da vplivati? A se sploh splača truditi? Kako vem, a sem nagnjen k debelosti genetsko? Torej, to so vsa neka vprašanja, ki jih ljudje imajo in mislim, da jih mi lahko vsaj do neke mere tukaj probamo razčleniti in dati ljudem odgovore. Mario, kako bi ti iz te slike genetika, okolje, osebna odgovornost, volja, motivacija, kako bi neko pomembno sporočilo probal izluščiti ljudem ali pa probi mu pisati, kaj sploh pomeni, da je do neke mere debelost genetsko pogojena. Nekomu, ki nič ne ve o tem, prvič sliši, da sploh genetika ima vpliv. Genetika napolni pištolo, okolje pritisne na sprožilec. S tem bi začel. Sprav, če poskušamo razumeti to, kar sem rekel, ne? To je povezava oziroma kako bi prevedel ta interplay oziroma vpliv genetike na okolje in okolja na genetiko, se pravi ta povezava med enim in drugim zelo dobro je povzeta z debelostjo kot kompleksnim problemom, a ne? Se pravi, obstaja, do danes poznamo preko 200 genov, vse tja do 500 genov, ki vplivajo na preko različnih mehanizmov
uravnavanja sitosti, želje po telesne dejavnosti, presnove, na debelost. Se pravi, osebe, ki imajo več teh genov, ki so bolje izraženi, potem imajo posledično tudi večje tveganje, da razvijajo debelost. V primeru monogenetske debelosti so nekateri geni, teh je seveda manj in tudi teh je nekih 5 do 10% primerov, kjer že samo prisotnost oziroma izraženost enega gena ima lahko tako močan vpliv, da je debelost praktično neizbežna. Ampak večina primerov debelosti je tako imenovano poligenetske debelosti, kjer v bistvu več teh različnih dejavnikov, kot sem rekel, prispeva k temu, da potem posameznik, dajmo reči, se bori bolj z mlini na veter oziroma mu je veliko težje se upirati temu, da ne bi razvil vsaj neko obliko debelosti oziroma prekomerne telesne zamaščenosti. Tako da dajmo reči, da to pojasnjuje genetika napolni pištolo, del tega mojega odgovora. Ne? Se pravi, hočemo si priznati ali ne, genetika nas določa, ne moremo temu ubežati. Čeprav živimo v nekem času danes, kjer bi nekateri radi predstavljali, da je vse v naši glavi, da samo, če si pač nekaj zamislimo, to lahko tudi dosežemo, je to lepo slišati in je zelo empowering, zelo nam daje v bistvu neko opolnomoči nas. Ampak po drugi strani, če nismo razumni, pa vidite, da tudi lahko zanemari ta vpliv, da pač genetika nas določa in moramo sprejeti te okvirje. Po drugi strani pa genetika ne obstaja v izolaciji, ne obstaja v vakuumu. Kako se bo izrazila in če se bo izrazila in pri komu se bo izrazila bolj ali manj, bo seveda odvisno v prvi vrsti od okolja, v katerem bomo obstajali. In če pogledamo populacijsko, geni, o katerih govorim, so precej enakomerno razporejeni populaciji. Dokazi za to so precej prepričljivi. Se pravi, na enem ekstremu imamo majhen procent ljudi, ki so zelo odporni, rečemo, proti debelosti. Po domače lahko počnejo cel kup stvari pod navednicami narobe, pa bojo še vedno preko različnih mehanizmov, tudi nezavednih, se upirali kopičenju odvečnega maščevja. In potem na drugi strani tega ekstrema so spet ljudje, omenil sem že prej tistih 5-10%, pa še več takšnih, ki lahko počnejo pod navednicami veliko več stvari prav, kot jih počnemo mi, pa še vedno bojo imeli veliko večjo težavo z ohranjanjem primerne telesne mase. Večina ljudi pa nekje je razporejena po sredini te populacije oziroma se nahaja nekje na sredini, kjer v bistvu odvisno od okolja in svojih recimo nekih življenjskih navad in sloga bojo lahko bolj ali manj nagnjeni k temu, da razvijajo debelost. In tukaj potem vidite, kje pride okolje v igro. Torej, sorry, kad te prekinjam, lahko bi rekel mogoče celo, da ljudje ne štartamo iz iste začetne pozicije. Bravo, zelo dobro si to povzel. Pač ne štartamo iz iste pozicije. Če se mi trije zdaj odločimo iti na Šmarno goro ali pa laufati maraton ali pa karkoli drugega, tistih 42 km, ki jih moramo prelaufati, bo za vse tri nas popolnoma enaka razdalja, je res. Ampak, vidite, jaz imam 2 metra pa 100 kil, ti imaš bistveno manj kilogramov in še bistveno manj centimetrov. In še manj centimetrov. Lana mogoče recimo na drugi strani, če že se hočem referirati na ta primer, lahko da ima veliko bolje izraženo sposobnost recimo telesne vzdržljivosti. Marsikaj bo lahko tukaj lažje ali pa težje. Se pravi, vsi imamo za prelaufati teh istih 42 km, samo na to pot se ne podamo glih pod vsem enakimi pogoji. In genetika recimo vpliva na to, v prvi vrsti vedenjsko, kako dojemamo ta napor, koliko v bistvu težek nahrbtnik po tej poti, ki je enaka za vse nas, nosimo. The best, ful lepa razlaga. Mislim, da je to ful lepo predstavljeno, ker vsi vejo, kako je. Predstavljajo si lahko, kako je teč maraton, iti na Šmarno ali pa samo lotiti se nečesa in imeti prednost ali pa neko oviro, ki nas pri tem pač ustavlja oziroma ovira. Tle pride pa na vrsto potem okolje. Tako. In okolje danes je veliko drugačno, kot je bilo okolje 10, 20, 40, 50, 500 let nazaj. Zdaj lahko bi rekli, da včasih ni bilo nobenega z debelostjo.
300 let nazaj skoraj ni obstajala oseba, ki bi imela debelost. Seveda so bile izjeme, ne? Ampak ne pa 30% populacije. Kaj je v tem okolju tisto, kar nas vztrajno poriva vedno bolj v stanje kopičenja telesne maščobe? Kot prvo stvar bi jaz zagotovo postavila to, da imamo hrano zdaj povsod. Hrano imaš, ko prideš iz službe, za prvim vogalom nek kiosk s čipsi, na drugem vogalu imaš prodajalno hitre hrane in ko greš v trgovino, kaj ti postavijo direktno pred oči, je pa neka recimo ultraprocesirana hrana, ki sama po sebi, kot smo že večkrat v teh podcastih povedali, ni škodljiva, dokler ne začneš ti tega jesti preveč in iz tega vsak dan dobiš previsok delež svoje prehrane. Torej, na nek način povsod je več hrane na voljo, ne živimo več v pomanjkanju hrane in ta cenejša hrana je običajno tudi manj hranljiva, bolj energijsko bogata. Kar pomeni, da ne samo, da okolje na nas vpliva, ampak tudi k razvoju debelosti zagotovo prispevajo te socioekonomski vidiki. Vsi vemo, kako je iti ven jesti, če greš na burger, nek povprečen burger, ali pa če si želiš uravnotežen obrok z dovolj zelenjave, v smislu si naročiš vir beljakovin, nek polnovrednih ogljikovih hidratov in še skleda solate, katera stvar tukaj bo cenejša. Prva stvar, druga stvar, katero od teh živil, obrokov lahko hitreje zaužiješ, ko se ti nekam mudi. Burger, seveda. Seveda, ali pa karkoli zavitga kot neka jufka na poti, burek na poti, slaniki na poti, to vse so potem neki neuravnoteženi obroki, kar pomeni, da v tem debelilnem okolju ne moramo govoriti samo, da je problem v živilski industriji, ki proizvaja več teh ultraprocesiranih živil. Problem je tudi, da del tega debelilnega okolja je naše pomanjkanje časa, pri enih je to bolj izraženo, pri enih manj. Potem pa tudi debelilno okolje do neke mere pomeni tudi, ali tebe kaj v tvojem vsakdanjem življenju spodbuja, da se gibaš. Imaš možnost, da greš peš do službe, s kolesom do službe, pa otroka v vrtec peš, ali živiš nekje odseljen 2 uri stran in si vsak dan presediš dodatni 2 uri na vlaku, zato da prideš potem nekam v službo, kjer se ti spet cel dan mudi. Torej, ko govorimo o debelilnem okolju, se to veže tako na prehrano, tako na oglaševanje. Torej, vsi ti oglasi, ki nas nagovarjajo, pridite v našo prodajalno hitre hrane, to na nekatere ljudi vpliva bolj zaradi te genetske predispozicije. So bolj nagnjeni, da grejo za temi dražljaji neke okusne, hiperpalatabilne hrane. In pa tudi, kot sem rekla, torej, koliko imaš časa v življenju, kakšna je tvoja finančna zmožnost, da si vsak dan priskrbiš neke uravnotežene obroke. Torej, bi skoraj lahko rekli, da je, v bistvu lahko rečemo, dejstvo je, da v modernem okolju se je večini ljudi dejansko treba truditi, da ohranjajo zdravo telesno maso oziroma zdravo telesno sestavo. Ker se zdi, kot da vsi dejavniki, ki okrog nas obstajajo, delujejo ravno kontra temu. Torej, manj se gibaj, več jej, časa itak nimaš, ker imaš službo in moraš trenirati in moraš delati vse ostalo, razen skrbeti za svoje zdravje, pa tako naprej. In spet tukaj še bolj pride v bistvu do izraza to, da ne začnemo vsi na isti štartni poziciji. Že genetsko, pa tudi socioekonomsko. Nekdo, ki ima v dnevu 6 ur časa, ki si ga lahko sam razparcelira, kakorkoli želi, ima po defaultu večjo verjetnost, da gre 5-krat na teden na trening, skuha si obroke from scratch iz osnovnih sestavin, ne rabi se zanašati na ultraprocesirano hrano, ker mu ta priročnost zares ne igra velike vloge. Mama 4 otrok, ki dela normalno službo in želi skrbeti za svojo družino in tako naprej, ima pa tega časa ponavadi manj, ne živi v fitnessu, več časa preživi v avtu in so tudi njeno okolje ne začne na isti začetni točki kot okolje fitness trenerja brez otrok starega 25 let, ki si lahko v bistvu po mili volji izmišljuje, kaj bo danes počel pa jutri. In vidimo, da ne igramo spet vsi na istem igrišču. Ampak spet se moramo vprašati, a je to razlog, da se vdamo v usodo?
Genetika deluje proti meni, okolje deluje proti meni, brez veze, da se trudim karkoli narediti. Verjetno ne, a ne. Ampak zakaj to poudarjamo? To je pa zato, ker se ljudje morajo zavedati, da bo nekaterim vedno težje kot ostalim in s tem se je čim prej treba sprijazniti. Omenil sem prej, da genetika napolni pištolo in okolje pritisne na sprožilec. Lana je zelo lepo razložila, kje so pasti današnjega okolja. Se pravi, če pogledamo človeka skozi zgodovino zadnjih 50 let, 100 let, kot si sam povedal, Jernej, debelosti ni bilo toliko. Čeprav je bila pištola metaforično podobno napolnjena oziroma je bila genetska predispozicija za debelost po populaciji tudi v preteklosti podobno razporejena, je tisto, kar se je spremenilo, je okolje. V preteklosti, v okolju, v katerem je človek živel večino svojega obstoja, to je okolje pomankanja, enostavno ne moreš razviti debelosti, če nimaš iz česa. Sej tudi danes v neki kazahstanski divjini boš zelo težko imel 30 kg preveč, ne? Tako je. Če pa zdaj mi postavimo to v kontekst današnjega okolja, kjer, kot je Lana rekla, gibanje je postalo ne več nuja, kot je bilo včasih, ampak dobesedno izbira. Izbrati ga moramo, ker v nasprotnem lahko se tudi popolnoma nič ne gibamo. Povsod se lahko prepeljemo in se parkiramo na svoj stol ali pa na kavč in se ne gibamo. Danes je to možno, v preteklosti to sploh ni bilo možno. In po drugi strani, kot smo že omenili, visokokalorična, hipernoro okusna hrana, ki je dobesedno dizajnirana glede na razumevanje tega, na kar naši možgani najbolj pod navednicami tripajo, kar nam najbolj paše, po čim najbolj hlastamo. Se pravi, to nam je pa vedno na voljo. Se pravi, okolje je tisto, ki se je tudi tokrat, kot se je že večkrat skozi zgodovino, spremenilo. In zdaj, če pogledamo tudi nazaj, nas zgodovina tudi tokrat lahko nekaj nauči. Najbolj uspešni so bili tisti, ki so se na okolje prilagodili. Ker na genetiko ne moremo zares vplivati v takšni meri. Torej, te predispozicije, kakršne so nam bile karte podeljene, takšne so nam bile. Zgodbo genetike v tej sliki lahko tudi s to prispodobo pa nazorim. Ko se rodimo, so nam podeljene karte. Zdaj, takšne so, kakršne so. Zdaj, včasih imamo lahko res fejst dobre karte, pa če nimamo pojma, kar počnemo, pa če smo malo neumni bolj, kot bi bilo fajn, da smo razumni, lahko tudi z dobrimi kartami fejst zafrknemo. Včasih imamo pa lahko dost bedne karte, pa če znamo malo zbleferati, pa če razumemo, kaj počnemo, lahko pa tudi z njimi zmagamo partijo. No, in tukaj govorimo o tem, kako se lahko prilagodimo. Na to, kako igramo s temi kartami, imamo veliko več vpliva kot na karte same. In to je zdaj v tej prispodobi okolje. Se pravi, najbolj uspešni bojo tudi v tem okolju, ki spodbuja veliko bolj k debelosti, tisti, ki se bomo na to okolje uspeli najbolje prilagoditi. Nažalost, ti romantični sklici k preteklosti, češ kako je bilo včasih fajn, ko smo to, pa smo tisto, to zdaj pač je, to so malo brez veze, Malo brez veze, so pogovori zvečer v družbi, ampak nimajo zares neke uporabne vrednosti. Pomembno bo, da razumemo, da imamo na določene stvari vpliv znotraj socioekonomskih omejitev, ki so nam dane, in da lahko naredimo boljšo izbiro, takšno izbiro, ki nam recimo pomaga se upirati recimo tej smeri, kamor bomo šli, če ne bomo naredili nič. In to je recimo za večino ljudi, nažalost, v tem okolju k debelosti. Ko razmišljaš o okolju, je zelo dober nek eksperiment si zamisliti. Če jaz zdaj vzamem telefon v roke, pa probam naročiti obrok, ki me bo nasitil za 3 ure za kosilo, recimo, koliko časa mi vzame, pa koliko energije rabim za to, da ga naročim in da dobim pred sabo obrok, ki ima 1000 do 1500 kalorij. V minutah gremo. Minuto pa pol, mogoče 2. Do 5. Pod 5 minut. Lahko to naredim tukajle. Sedim za mizo, pijem kavico, pogovarjam se z vama, obrok bo prišel čez 20 minut do mene. Porabil sem dobesedno nič energije za to, da sem ga dobil. Že 30 let nazaj je bilo to veliko težje. Je vzelo več časa, ponudnikov je bilo manj, mogoče je bilo celo nekoliko dražje kot zdaj, oziroma manj ljudi si je to lahko na dnevni ravni privoščilo, ker je stroški za hrano, torej delež prihodka za hrano je bil manjši,
so ga ljudje lahko, večji, več prihodka so morali hrani nameniti, ne? Kaj šele 50 ali pa 100 let nazaj, ne? Torej, že naši starši so živeli v povsem drugačnem okolju, ko so bili tako stari kot mi. In lih to okolje se je spremenilo veliko hitreje, kot se lahko spremeni ali naša genetika, ali pa neki družbeni vzorci, recimo, ki se na okolje prilagajajo, ne. Torej, manj mobilni, več pojemo, moramo se truditi, da se gibamo, ne dela nam naše okolje nobene usluge, no. In ja, težko je, sploh če nisi genetsko srečnež. A lahko, Jernej, samo dodam eno misel, postavljam se v vlogo tistega, ki to posluša, pa se sprašujem morda, ampak kako genetika vpliva zdaj na debelost? Kaj se zgodi? Je pač nek switch, kako to zdaj ima smisel? Ker vse na koncu si še vedno ti tisti, ki pač greš lahko laufati, ali pa si ti tisti, ki greš lahko v gym. Pa tudi, če nimaš denarja za gym, omenili ste socioekonomske dejavnike, greš pač lahko ven na sprehod, ali pa lahko pač, ko si v trgovini namesto burgerja, ali pa namesto bureka, ali pa namesto take hrane, ki jo omenjate kot problematično, še vedno izbereš pač neko drugo, a ne? Skoraj se zdi, kot da namiguješ na to, da imamo vsi 100% svobodno voljo in izbiro na vsako svojo odločitev, ne? To namreč je argument mnogih. Ja, in to je zelo zmoten argument. Ja, zato sem sam želel to temo načeti, ker tudi tukaj imamo zelo dobro razumevanje tega vpliva genetike na naše obnašanje in obnašanje operativna beseda, ker vemo, da se večina vplivov genetike, ko govorimo o debelosti, osredotoča na vplive v naših možganih, v hipotalamusu, torej se izražajo vedensko. Torej, ko govorimo o tem, kako to ljudje čutijo, to je tisto, kar je v bistvu najbolj važno za človeka, ki to posluša, je, da obstajajo ljudje, ki so recimo bolj nagnjeni k debelosti, kjer dejansko njihova izkušnja, kako oni doživljajo to, je povsem drugačna, kot pa je pri osebah, ki so na drugi strani tega spektra, ki sem ga omenjal prej, ko pa imajo recimo veliko manj teh vsiljivih misli ali pa veliko manj stvari, ki jih kliče k slabšim izbiram oziroma jim je olajšano izbirati bolje. Pa da ne pojasnim to na primeru, ok? Konkreten primer iz prakse, ki mi je že večkrat naredil uslugo tako, da je ljudem malo približal, s čim se točno soočamo. Uporabil bom primer enega gospoda, ki je prišel k meni z 145 kilogrami, torej je pač imel res hudo obliko debelosti in je že po različnih metodah poskušal shujšati in vedno mu je uspelo shujšati, ampak se je tudi vedno teža vrnila nazaj. To je gospod, ki je vsak dan opravil več kot 10 000 korakov na dan, se pravi, ni tako, da zdaj on nič ni počel, se ni prenajedal z junkom, ni to romantična odzadnja neka ideja, kjer zdaj on nič ni počel, in pač leži na kavču in je Snickers in pač se redi in nič ne počne in logično, da je debel. Se pravi, na različnih točkah je poskušal shujšati, pa pač nikako ni šlo. No, pa da zdaj pojasnim to na primeru, kot sem rekel. Midva, ko sva pripravila za njega prehranski plan, ko sva pripravila za njega plan prehrane, ta izkušnja, na katero zdaj apeliram, je bila sledeča. Pri večeri se je odločil, da je zanj sprejemljivo pojesti četrtkilski kos mesa, poljuben kos mesa, bil je pač mesojedec, imel ful rad meso in meso mu je pač bilo stvar izbire, vedno v ospredju sem rekel, super, izberi četrtkile kos mesa, izberi zraven neko škrobno prilogo, ne bo to nek krompir ali neka pašta in obidje zelenjave. Vedno sem ga spodbujal, da ne ima zraven in zelenjavo na žaru in še solato, ki je ne začinja z veliko olja in podobno. Ne? Se pravi, ja si predstavljate vidva zdaj tako obrok. Ne? Se pravi, to je precej obilen obrok, je res? No, in ko je on to pojedel, je bil on podobno sit, kot bi bil jaz sit, če bi pojedel za polovico manjši obrok. A lahko razumete to izkušnjo? Se pravi, on, ko je pojedel ta obrok, je potem prosil ženo, ker mu je dejansko krulo in ker dejansko je vse v njemu govorilo o tem, da je še lačen, ne jedobi, lačen, toliko lačen, da je prosil, če lahko dobi še eno tako isto porcijo. In je potem pojedel še eno tako isto porcijo hrane. Se pravi, nekaj drugega, da je zamenil okus, ampak je bil dejansko pripravljen pojesti še enkrat eno isto. In kasneje, ko je minilo nekaj ur,
pa je bila ura, mislim, da takrat med 9 pa 10, se pravi, preden bi mogel iti spat, ko se je odpravljal spat, ni mogel zaspati, ker je bil lačen. Ne, ker bi mu pasalo nekaj jesti, ker je bil lačen. In potem je šel, ker smo imeli tudi plan, kaj v takem primeru narediti, je šel v hladilnik, je vzel navadno pusto skuto, v katere je umešal navadne ovsene kosmiče, in da bi mu bilo vsaj približno okusno, si je narezal malo jabolka. In on je ob 10, pol 11 zvečer jedel pusto skuto s kosmiči in jabolkom. Zdaj, dajte mi povedati, ne? Kdo to počne iz užitka, kdo to počne iz prenajedanja, kdo to počne zato, ker pač ne vem, nima pametnejšega dela, ker mu je to pač nek gušt. Mogoče si je izbral to, ne? Marsikdo bi tukaj namignil, gospod si je izbral to je njegova izbira. To počne nekdo, ki ga dejansko glava kliče k hrani, ki mu sporoča, da mu manjka energije, manjka mu za jest. In to je ta razlika, ki jo hočem prikazati. Se pravi, osebe, ki so izrazito nagnjene k debelosti, se vedensko to pokaže na način, da jih enostavno ko oni pojejo en obrok, ki je za nas normalen, so oni po njem siti podobno, kot bi bili mi siti, če bi nam dal nekdo pol manj hrane, kot smo je vajeni. In potem gledamo njih, ki pojejo podobno kot mi, in pojejo 2-krat več in mislimo, da se prenedajo. Ne za njihovo glavo, za njihovo glavo je to normalna porcija hrane. Ne? In podobno velja na drugem aspektu, ko govorimo o telesni dejavnosti. Če je nam recimo nekaj popolnoma normalnega in ne predstavlja nam to nobenega napora, da gremo recimo, ne vem, za 30 minut laufat ali pa gremo 1 uro hoditi, je to nekaj, kar tako celo veselimo se, je njihovo doživljanje te izkušnje neprimerljivo bolj mučno. Vsako vlakno njihove biti jih poziva k temu, da dej raj se ulež mal, dej raj spoči si mal, dej no. A razumete, s čim imamo opravka? Govoril sem prej o tistem nahrbtniku, ki je pri nekaterih ljudeh pač enostavno toliko težji. Ja, še vedno na koncu oni sprejemajo odločitev in ta gospod je pač sprejel odločitev, da ne bo jedel napolitank in džanka in sva uredila okolje, da se s tem ne prenajeda, kar ga odvrača stran od njihovega cilja. Sam še vedno je žulil kosmiče skuto. Ne? Tukaj hočem povedati, da to ni nekaj, kar... Ne? To so borbe, ki se dogajajo na vedenski ravni in niso stvar izbire. Ne? Ni on izbral tega, ne bi nihče tega izbral. Se pravi, sam želim razložiti v bistvu, kako lahko te karte, ne? Ta genetika zares v bistvu se poigra, no, z našimi recimo nagnjenji. In moramo biti v takih situacijah veliko bolj razumevajoči do te zgodbe, s čim imamo opravka, in potem pomagati tem ljudem veliko bolje jih podpreti. Zdaj, ali je to zdravili, ali je to za spremembo okolja, ali je to z rutinami, ki jih veliko bolje podpirajo. Ali je z vsem naenkrat. Ali z vsem naenkrat v bistvu uporabimo tako vse, kar lahko uporabimo, da jim ja uspe pomagati in jih ja uspe utiriti in jim ja prepreči, da bi v bistvu jim spodletelo. Dočim pri osebah, ki pa so veliko bolj odporni na debelost, v resnici pač ne čutijo lakote, spustijo obrok, jih kliče k gibanju, skozi v bistvu bi malo neki naokol, pa šli laufat, pa jih ne. Se pravi, to niso stvari, ki zdaj pač rekli bi, da so del naše osebnosti nekateri. Ne. Se pravi, to sem sam želel na primeru pokazati, ne, da v bistvu mnogo ljudi doživlja debelost kot konstantno bitko med tem, kar telo od mene hoče in kaj jaz vem, da je zame dobro. In ta bitka je res krvava včasih. No. Jaz mislim, da bo tole za poslušalce zelo, zelo relatable. Marsikdo se bo s tem poistovetil. Marsikdo, ki pa se ne poistoveti, bo pa mičkan bolj mogoče razumel, koliko težje določenim osebam dejansko lahko je. Oba sta že omenjala misli, vsiljive misli o hrani, intruzivne misli, food noise, kakorkoli lahko to poimenujemo. Ne? Mislim, da je to dobra tematika, da nam Lana o tem malo več pove. Torej, spet, ljudje si tukaj ne znajo predstavljati, mogoče kaj food noise sploh je, mogoče ne vejo, ne more niti wrap their heads around, zakaj eni ljudje skozi o hrani razmišljajo. Ali pa zakaj zdaj ta gospod, zakaj so ga tisti ovseni kosmiči poklicali, kaj v njegovih možganih mu je reklo, ti pa še nimaš dovolj, ne?
To vse zares v največji meri izvira iz te genetske predispozicije. Torej, to, kar si zdaj Mario razlagal, če še enkrat povzamemo, genetika vpliva na to, koliko bomo lačni čez dan, koliko bomo siti po nekem običajno velikem obroku, koliko nas telo žene gibanju, koliko nam je to prijetno, neprijetno, pa tudi koliko bomo mi razmišljali o hrani cel dan. Tudi koliko bojo neki dražljaji, ki nam ponujajo, pridi v našo restauracijo, naroči za 5 evrov manj preko spletne aplikacije in take stvari, koliko pogosto, koliko močno, torej v kakšni meri bomo na te dražljaje reagirali. In tukaj v to sliko pa pride po angleško food noise oziroma v prevodu vsiljive misli o hrani. To zares pomeni, da ljudje, nekateri lahko delamo vsi isto stvar, recimo mi tukaj snemamo podcast in en od nas bo ves čas razmišljal, zjutraj ni bilo dosti za zajtrk, ko mi čakam, da pridem domov, da še nekaj pojem, pa tam imam še ene napolitanke v predalu, ne, to ne smem danes, bom raje tisti jabolk pojedla. Torej, konstantno pregovarjanje v svoji glavi, hkrati nagovarjanje pojej še nekaj, potem pa hkrati veš, da recimo, če želiš shujšati, ne smeš iti za temi mislimi in se sam sabo v svojem notranjem monologu boriš s temi mislimi v hrani, zato jim rečemo, da so vsiljive. Ves čas neko nagovarjanje k naslednjemu obroku, k naslednjemu prigrizku in dejstvo je, da če nekdo te genetske predispozicije za tako doživljanje oziroma odzivanje na dražljaje o hrani nima, mu bo lažje imeti celo življenje zdravo telesno maso. Napram nekomu, to je zdaj čisto iz moje klinične izkušnje, je bila pacientka, ki je že poskusila hujšati najprej z enim zdravilom za zdravljenje debelosti, kasneje še z drugim zdravilom za zdravljenje debelosti in šele potem ta drugem, ko je že vedela recimo neke osnove, nekaj se moram gibati vsak dan, kaj približno je uravnotežen obrok, ampak šele po tem zdravilu je rekla, zdaj se končno počutim normalizirano. To je njen citat. Počutim se normalno. Kar pomeni, da je nekdo njej s tem zdravilom ugasnil konstanten pretok teh vsiljivih misli, kaj bo moj naslednji obrok, a sem še lačna, a bom pojedla tiste napolitanke iz predala. In zato včasih ta zdravila so tista češnjica na vrhu torte, o kateri se pa tudi občasno premalo govori oziroma se to dodatno rešitev poleg ureditve tega življenjskega sloga se zaničuje kot, da gre za neko goljufanje, v bistvu pa vidimo zaenkrat bolj samo v praksi, pa tudi vedno več člankov je na to temo, da razni zdravstveni delavci, sodelavci poročajo o taki izkušnji ljudi, ki živijo z debelostjo. Torej, da ta zdravila ne samo, da pomagajo regulirati ostale genetske predispozicije, torej podaljša občutek sitosti po obroku, ampak tudi pomagajo, da je teh vsiljivih misli v hrani manj. In to je še ena stvar, ki je ljudje ne vedo in potem ljudi, ki živijo z debelostjo, jih obsojajo. Pa kaj je zdaj s tabo? A nisi lih kar jedla? Pa kaj spet iščeš neki? V bistvu se gre kot, to je tvoja osebna izbira, da spet neko hrano iščeš, to je tvoj osebni poraz. To je pomanjkanje discipline, nisi motiviran dovolj. Tako. Nimaš jasnih ciljev, nimaš motivacije, ne gibaš se zato, ker si len. To so tisti najbolj neki pogosti predsodki o ljudeh, ki živijo z debelostjo. To z vsiljivimi mislimi je fascinantno. Jaz sem prebral en super citat, ni moj, tako da ne vzamem kreditov za to, ampak včasih je argument torej nasprotnikov zdravilom za zdravljenje debelosti to, da so v bistvu ta zdravila in podjetja, ki zdravila proizvajajo, skovala termin food noise, zato da v bistvu prodajo potem rešitev. Realno gledano pa ta zdravila niso ustvarila food noise, ampak so samo poudarila, kakšna je razlika pri doživljanju realnosti pri ljudeh, ki imajo zelo velik nivo tega food noisa, ali pa ko jim ga zdravila potem vzamejo. Torej, samo vidi se razliko, koliko dejansko se laže živi, če ti nekdo stalno v glavi ne govori, a si jedel dosti, a si jedel preveč, a je bilo zdravo tisto, kar si pojedel, kaj bo pa za večerjo? Ne, kaj bo pa jutri za zajtrk? Predstavljajte si na tak način živeti.
Tukaj bi še eno stvar izpostavil, mogoče že za našo prejšnjo tematiko, področje. Torej, genetika vpliva na to, kakšen imamo mi apetit, koliko sitosti čutimo in koliko se mogoče imamo željo po premikanju. Par super študij obstaja na to tematiko, ne? Kjer so ljudem recimo 2 meseca hranili 1000 kalorij presežka. Torej imaš, 20 ljudi, vsem enako količino časa daješ enak presežek hrane in meriš, kaj se z njihovo telesno maso dogaja, ker po teoriji bi morali čisto vsi ti posamezniki pridobiti identično ali pa vsaj zelo podobno količino telesne mase. Ampak je ne. Ker so tukaj razlike med tem, da nekdo pridobi v 2 mesecih 400 gramov, nekdo pa 4 kilograme. Z istim energijskim presežkom, ne. Torej tukaj bi ljudje tako rekli, ja, potem calories in, calories out, torej energijsko ravnovesje tukaj pade v vodo, ne. To ne drži. Ljudje se samo različno tudi odzivamo na presežek energije. Tisti, ki so k debelosti bolj nagnjeni, se ob večjem vnosu energije ne bojo zavestno oziroma podzavestno, začeli bolj premikati. Ta njihov, to, kar jaz zdaj delam, migam z rokami, premikam se na stolu, ko govorim, ne, to je neko tako nezavedno porabljene energije, ne. Če jaz recimo več pojem, se bom nezavedno začel tudi nekoliko več premikati. Nekdo, ki je k debelosti bolj nagnjen, tega poskoka uporabe energije ne bo imel oziroma bo tam manjši. In zato lahko ljudje na enak energijski presežek se zelo različno odzivamo. Zdaj, če se vrnem lahko nazaj na tale food noise oziroma na te vsiljive misli, ne. Ni vsaka misel, ki jo imaš na hrano, vsiljiva misel. Ni vse, kar o hrani razmišljaš, food noise, da ne bo kdo zdaj to narobe razumel, ne. Food noise je takrat, ko to nate vpliva tako negativno, da ima zelo očiten in opazen vpliv na to, kaj ti ješ, koliko ješ, kako pogosto ješ, pa seveda potem, kako se to izraža na tvojo telesno maso in na tvoje presnovno zdravje, a ne. Torej, ponavadi je to nekaj zelo negativnega. Če ti razmišljaš, kaj boš za vikend, ko bo bil date night obrok za večerjo, ne, kaj boš skuhal, bo pašta ali bo rižota, to ni food noise. To je samo to, da imaš ti rad hrano in ko mi čakaš date night, ne. Da ne bo kdo narobe tega seveda razumel. Lana, vračam se nazaj k tebi. Omenjala si stigmo debelosti, stigmo iz okolice, samostigmatizacijo, zdravstveni delavci drugače obravnavajo ljudi, ki imajo debelost, ne. Ravno zaradi tega, ker je nek predsodek, če ima nekdo debelost, je len, on ni skrbel zase in zdaj prišel k meni v ordinacijo in jaz moram njega reševati, ne. Kar lahko do neke mere razumemo, ampak glih to nerazumevanje, kaj debelost sploh je, lahko pripelje do tega in je škoda, da ljudje, ki imajo prekomerno telesno maso in debelost, dobijo slabšo obravnavo zaradi tega. Kako se v praksi to kaže, če imaš mogoče kakšen primer? Stigma debelosti je med zdravstvenimi delavci po mojem videnju preveč razširjena, kakor bi si želeli, kakor bi bilo to dobro za ljudi. Predvsem zaradi tega, pa to potrjujejo v bistvu tudi znanstveni članki iz tujine, ugotavlja se, da ko pride oseba z debelostjo do kateregakoli zdravstvenega delavca, pogosto ji pripišejo, da tudi njihovih navodil ne bo dobro upoštevala, ker več kot očitno ta oseba pa ni disciplinirana, če je prišla v takem stanju. To je prva taka napaka. Druga pa je tudi, da prepogosto se tudi vse težave, ki jih oseba ima, naprti na debelost. Ja, to manj jesti, več gibati pa bo, a ne, kaj se ne rabite. Pa se potem tudi lahko kakšne diagnostike ne dela, tako kot bi se pri nekomu zdravo telesno maso. Pa možno je, da seveda so to posledice klinične debelosti, torej negativen vpliv tega presežnega maščobnega tkiva na delovanje raznoraznih organov, na presnovo, ampak to ne pomeni, da je za to osebo rešitev samo reševanje simptomov. Ne? Torej, z debelostjo se zaradi stigme debelosti in tudi dejansko pomanjkanja časa v nekem javnozdravstvenem sistemu ne ukvarjamo tako dobro, kot bi se morali. Zdaj, da bomo razumeli, kaj zares sploh stigma debelosti je, gre za neke predsodke o ljudeh, ki živijo z debelostjo
In velik del tega je to prepričanje, da je debelost osebna izbira, da so debeli ljudje, torej ljudje, ki živijo z debelostjo, da so leni in da itak niso sposobni ničesar spremeniti. Ampak če bi se do zdaj izkazalo, da je sram dobro orožje za izgubo kilogramov pri ljudeh, ki živijo z debelostjo, potem bi mi vsi imeli zdravo telesno maso. Kar se opazi pri tej stigmi debelosti je, da je povsod. Zelo pogosto tudi v filmih, na televiziji vidimo, da so ljudje z debelostjo, torej igralci, ki živijo z debelostjo, manjkrat imajo romantične partnerje, večkrat so predstavljeni kot nekdo, ki je v tem scenariju samo smešen, nima nekega pravega karakterja in pogosto že v risankah vidimo neke močnejše like, ki so v večjih kadrih prikazani z neko hitro hrano. In to vse dojemamo, v bistvu gre naprej čez naše okolje, ki potiska naprej to stigmo o debelosti in največji problem tega pa je, da potem se ta stigma ponotranji pri ljudeh, ki živijo z debelostjo in začnejo vse tako razmišljati. Torej, jaz res sem len, sem nesposoben, nič ne morem spremeniti, se mi noben noče pomagati, oziroma noben se mi ne posveti, sem izgubljen primer. In to je tisto, kar potem najbolj boli. Torej, zares poglablja težave z debelostjo, ker oseba manjkrat išče rešitev, manjkrat išče zdravstveno pomoč za reševanje debelosti, zaradi tega, ker naleti na stigmo debelosti pri zdravstvenih delavcih, pa tudi, ker sama manj verjame v to, da se lahko kaj spremeni. Tako da stigma debelosti je močno zažrta v našo družbo in prav je, da vsak, ki v kakršnem koli scenariju dela z ljudmi, ker vedno bo med njimi tudi nekdo, ki živi z debelostjo, da pri sebi preverimo, kakšna je naša ponotranjena stigma o debelosti, ker se lahko pri našem delu izraža tako, da se mi zavedamo tega, ali pa tudi tako, da se mi tega ne zavedamo. In to je v bistvu še najslabše. Kot sem pa tudi že v enem našem pogovoru povedala, je, da je ljudi, ki živijo z debelostjo, preveč, da bi vsak dobil tako celostno obravnavo, kot bi si jo debelost zaslužila. Če laž ponavljaš dovolj dolgo, dovolj na glas in dovolj pogosto, postane resnica. In ljudje začnejo verjeti, da si niti ne zaslužijo neke pomoči ali pa ne bojo niti za njo prosili, ker so si itak sami krivi za to, da so do take točke prišli. In to je lahko zelo, zelo velika ovira pri tem, da nekdo dejansko dobi primerno podporo oziroma primerno obravnavo. Razmišljanje oziroma predsodek o tem, da so ljudje z debelostjo leni, da ničesar ne morejo, da niso motivirani, takoj pade v vodo, ko ti začneš delati z ljudmi, ki imajo debelost. Ko jih začneš spraševati o njihovem življenju, to so pogosto osebe, ki so zelo uspešne. Imajo kariere, imajo srečne družine, živijo super življenje. V življenju jim je uspelo marsikaj, v bistvu jim je uspelo vse, česar so se lotili, razen izgubiti telesno maso. Oziroma, izgubili so jo nekajkrat, ampak so jo potem vedno ponavadi pridobili nazaj. Tukaj ta argument osebne odgovornosti, izbiri in nesposobnosti pač pogrne na celi črti. V praksi vidva imata vsaj trenutno več izkušenj in stika s takimi osebami kot jaz, ker je debelost kompleksna stvar, zahteva kompleksno rešitev. S katerimi koraki, če se lotimo tistih, ki se jih da z njimi spopasti, ali je to prehrana, ali je to gibanje, ali je to okolje, ali je to psihološka podpora. Kako sploh veš kot strokovnjak ali pa kot oseba, ki debelost ima, kje začeti? Kaj je tisto, kar je najbolj pomembno? Kaj je tisto, kjer bo najmanj dela, najmanj truda dalo največji rezultat, največji učinek? Delam že skoraj polni 20 leti in ves ta čas delam tudi z ljudmi, ki imajo debelost. Se pravi z ljudmi, ki so prekomerno zamaščeni, pretežki, tudi zelo debeli. In javno priznam, da je verjetno polovica tega časa v moji karieri bila takšna, ko za delo s takšnimi ljudmi nisem bil zares dobro opremljen.
Pač nisem imel tega razumevanja kompleksnosti tega stanja. In če si me vprašal, kje začeti, mislim, da tu. Ker ne moramo pričakovati, da bojo ljudje tisti, ki recimo nimajo teh znanj, o katerih se tukaj zdaj pogovarjamo, da bojo uspeli rešiti to sami. Zato smo, kot so zdravniki tu, da pomagajo ljudem, ki imajo različne bolezni, jim te bolezni razložiti in utemeljiti neko zdravljenje oziroma pristope, kako si lahko pomagajo. Ne rečemo, da če ima nekdo neko redko genetsko bolezen ali pa da ima neko bolezen nasploh, da je pač njegova lastna odgovornost, da si sam pouči o tem, kako naj si pomaga. Ne? V resnici živimo v družbi, kjer razumemo, da ja, seveda, naša odgovornost je, da prijemo do zdravnika, ampak potem pa, da skupaj z njim sodelujemo v tem, da si pomagamo in nam pomaga. Potem mislim, da bi bilo fajn začeti tu, da se vsaj ljudje, ki delamo z ljudmi v praksi, ki imajo debelost, pa ne so to zdravniki, ne so to dietetiki, pa smo to nutricionisti, pa smo to osebni trenerji, kineziologi, različni ljudje, ki pač si vzamemo pravico. Če si vzamemo pravico delati z ljudmi, ki imajo bolezen debelosti, potem si moramo vzeti tudi odgovornost, da se dobro poučimo, s čim imamo sploh opravka. Vprašal si me, kje začeti. Mislim, da je to ključna točka. Ker dokler tega ne bomo rešili, potem ne bomo rešili nič. Potem bomo v bistvu še vedno mi bili tisti, ki se bomo prerekali o tem, ne, da en misel, da je to v bistvu samo stvar izbire, potem bomo imeli zdravnike, ki bojo zavračali pomoč ljudem zdravili, ker jim bojo rekli, da pač lenobe pa že ne bodo podpirali, potem bomo imeli dietetike in nutricioniste, ki bodo predpisovali debelim ljudem 1500 kalorične jedilnike, generične, fiksne, kakorkoli že. Potem bomo imeli trenerje, ki bojo debele ljudi pušali oziroma forsirali z bootcampi in raznimi vadbami za hitro kurjenje kalorij in ne vem kakšnimi že vse biggest loser, biggest winner pristopi. Ne? Dokler tega ne bomo rešili, potem bo ljudje v resnici ujeti v ta naš interni fight. Ne? Se pravi, tukaj bi rekel, da moramo narediti mi kot vzor ljudem najprej gesto oziroma korak, da res damo na stran svoje pristranskosti, svoje prepričanja, svoje osebna mnenja in res, hočemo delati z ljudmi, ki nasploh z ljudmi, zavedajmo se, da je debelost nekaj, kar bo vedno bolj in je vedno bolj pogosta in razširjena, okolje se ne bo spremenilo. Oziroma bo šlo na slabše. Okolje bo šlo na slabše, torej zelo verjetno bo potegnilo vase, posrkalo še več ljudi. Vidimo že sami, da če nismo pozorni, če se temu aktivno ne upiramo, po 40. 45. letu vsi se zredijo. Vprašanje je samo, koliko, kdo in do kere meje. In se pravi, če želimo delati z ljudmi, bomo mogli se bolje opremiti, da bomo razumeli, s čim imamo opravka in da bomo razvili pristope, ki lahko tem ljudem res pomagajo. Ne? In omenil si pač način razmišljanja, tako kompleksen problem je, ampak mi kot ljudje smo nagnjeni k temu, da tudi za kompleksne probleme iščemo enodimenzionalne rešitve. Temu se reče kategorično razmišljanje. To je precejšnja past. Ne? Primer tega je maksima, vse je v glavi. Vse je v glavi. Ne? Če bi poslušal še drug slovenski podcast, bi tudi slišal, da je vse v glavi. Vse je v glavi. Ne? Ampak omenijo si socioekonomske dejavnike, omenijo si različne štartne pozicije. Neurobiologijo. Dajmo pogledati genetske predispozicije. Vse to so pač stvari, ki nas postavljajo v različne štartne pozicije. Se pravi, kljub temu, da lahko nekaj zelo fajn se sliši in zveni, dajmo pogledati pod pokrov tega in razviti v bistvu neke niansirane, prilagojene pristope. Se pravi, tukaj bi svetoval začeti. Najprej dajmo razumeti, s čim imamo opravka. Ta epizoda recimo je dober začetna pozicija. Jaz se z razumevanjem tega ukvarjam z recimo večji del preteklega desetletja, ko sem ugotovil v prvem desetletju svojega dela, da sem bil pač enostavno za nič. Tudi rezultate, ki sem jih imel z ljudmi, so bili pač hudo, so ljudje mogli ogromno žrtvovati za to, da so jih dosegli in komaj kdo je to zares uspel na dolgi rok vzdržati. Zdaj razumem, zakaj. Potem druga stvar pa je, če hočemo, se pravi, kot ljudje zares ljudem z debelostjo pomagati, potem moramo tudi razumeti, da
se ne gre za naš in naš prav. In če zares želimo v tej čustveno, osebno, zelo močno nabiti temi, Lana je izjemno dobro predstavila ozadje stigme debelosti in kako globoke korenine ima, če govorimo o indoktrinaciji skozi risanke, katerim smo izpostavljeni v svoji mladosti. Potem mislim, da bomo mogli najprej najti način, kako zgraditi most zaupanja do teh ljudi. Ker ne moremo glih računati, da nam bojo zaupanje kar dali, še posebej, če bomo na tak način nastopali in si ga ne bomo zaslužili. Se pravi, če hočemo nekomu zares pomagati, moramo najti način kot ljudje, da v bistvu upravičimo njihovo zaupanje, da sedemo v ta metaforični čoln z njimi, ne pa da se samo z obale deremo na njih, kaj vse mislimo, da bi oni morali narediti. Ker se ne bodo čutili razumljeni, ne bojo imeli feelinga, da res štekamo, s čim vse imajo opravka, s čim se soočajo in bolj kot bojo to uspeli doumeti, bolj se nam bojo začeli umikati nazaj v svojo votlino, v kateri pač bojo furali svoj suffer sami. In poskušali sami. Sami, ker pač, 1000-krat. če me noben ne razume, če imam feeling, da me noben ne razume, zakaj bi pa zdaj šel Jernej do tebe, če sem bil že pri Mariju, pa pač ni pokazal, da razumeš, s čim se soočam, pa potem, zakaj mi daje pol upanje, da boš pa ti, če bolj ne delaš in govoriš isto, ali pa Lana. Se pravi, tukaj gre za to, da pokažemo, da razumemo, kako problematična tema to je, kako kompleksna tema to je, da uporabljamo pristope oziroma si pomagamo z različnimi orodji, da znamo presojati o teh orodjih, pa ne si gre za način, kako pristopamo k vadbi, k prehrani, kako razdelimo nek plan, kako znamo ta plan skomunicirati posamezniku, kako mu znamo utemeljiti in približati uporabljene metode, tako da se bo v bistvu čutil, da je to nekaj, kar on lahko zmore, mu uspeva, gradimo na uspehu in počasi začnemo okoli njega postavljati to, kar bo rekel zdaj je ključno. Ker to se je tudi meni v bistvu v zadnjem času še najbolj pokazalo, kako ključno je, pa tudi s to mislijo bom zaključil, postaviti varnostno mrežo. Če kje je pri teh ljudeh tako pomembno, ne samo, da jim pomagamo rezultat doseči, ampak da po poti, ko jim pomagamo shujšati, uporabil bom nazaj primer tistega gospoda, s katerim smo skušali 145 kg, potem na pod 120, zdaj smo nekje na 116, da po tej poti uspemo postaviti varnostno mrežo v obliki recimo rutin, s katerimi lahko vpliva na svoje okolje, se prilagodi in se tudi tako samo zaščiti pred v bistvu temi močnimi vplivi, ki ga v bistvu veliko bolj kot pa druge ljudi vlečejo nazaj v izhodišče. In tukaj mislim, da bomo mogli nekako začeti. Najprej, da se mi poenotimo, da naredimo najprej domačo nalogo sami pri sebi kot strokovnjaki, da sprejmemo to odgovornost, da si ljudje, ki jim pač prodajamo svoje storitve, to zaslužijo in da potem z njimi zgradimo nek most zaupanja do njih skozi uporabljene metode, ki jim uspemo skomunicirati in jih dobesedno navdušiti na tem, ko vidijo, kako v bistvu lahko jim to gre, kako sodeluje to z njimi in kako jim uspeva ne samo doseči nekaj, ampak to tudi ohranjati. Ampak to vidite, tako kot nas zahteva. Pač to ni simpel. Poleg tega pa zdaj bom tukaj zaključil, ne bom se v to spuščal, mogoče lahko kdo o vama pove več o tem, sam si načel. To so samo stvari, ki jih lahko mi na neki osebni ravni naredimo. Zdaj pa vidiš, koliko smo še potem daleč do sistemskih sprememb, ki jih recimo soočanje s tako kompleksnim problemom zahteva. Če se vrnemo nazaj na definicijo debelosti in če spomnimo, kaj vse prispeva k njej, da je kompleksna stvar. In če moramo najprej mi pri sebi urediti to, da bomo vsaj strokovnjaki, ki se pri tem ukvarjamo, bili na približno enaki valovni dolžini, enako komunicirali o teh stvareh in enako komunicirali ali pa vsaj podobno z ljudmi, ki debelost imajo. Potem vidimo, da se o celostni obravnavi prej sploh ne moramo pogovarjati. Ker tudi ta beseda celostna obravnava se sliši zelo romantično in zelo, če bo naredil nutricionist svoje, pa trener svoje, pa zdravstveni sistem svoje, pol je to, pol smo mi good, ne? Ampak dokler nismo poenoteni, vsak del v bistvu zase. In bo tudi najboljša prehrana
nekako delala, ne bom rekel v vakumu, ampak pretvarjala se, da je to edina in glavna rešitev, pa definitivno ni. A ne? In to govorim kot prehranski strokovnjak. Jaz živim od tega, da ljudem pomagam pri prehrani. Pa ni prehrana tukaj edina ali pa včasih niti ne glavna stvar. Ne? Zdaj v sistemskih spremembah, a bi se kaj tukaj pogovarjali. Mislim, da je malo težko, omenila si že prej, da ni dovolj sploh niti dietetikov in ostalega zdravstvenega osebja, da bi sploh lahko na površini te zadeve v bistvu popravili, ne pa vseh 60%. Ne? Ja, v sistemskih spremembah mislim, da je bolje, da govorijo politiki, ker moja izkušnja je samo to, da dietetikov ni toliko, kot je ljudi, ki bi potrebovali dietetika, potem tudi med dietetiki ni pri vseh ponotranjeno to znanje o stigmi debelosti in še vedno en strokovnjak ni enak drugemu. A ne? Torej, to si Mario zelo lepo zdaj predstavil. Kar sem pa jaz tudi opazila pri delu z ljudmi, ki živijo z debelostjo, je, da to ni neka šablona in vsakemu svetuješ enako, ampak moraš si vzeti čas, da to osebo spoznaš, kar je v javnozdravstvenem sistemu malce težje, ni pa nemogoče. A ne? Vedno lahko vprašaš, kaj pa vi mislite, da je glavna težava. In odgovori bojo že tukaj drugačni. Pri nekaterih bo pomanjkanje časa, pri nekaterih bo cel dan sem lačna, pri nekaterih bo čustveno se prehranjujem, ko mi je težko v službi. Torej, že razlog za razvoj te debelosti ni bil pri vseh isti. In tudi potem naša pomoč ne more biti po neki šabloni, evo, izvolite, to je jedilnik 1500 kalorij, če se tega držite 3 mesece, zagotovo izgubite toliko in toliko kilogramov, kljukca, jaz sem naredila svoje. Tako se z ljudmi naj ne bi delali. Vemo pa, da ravno takšni spletni programi, ki ponujajo vadbo in jedilnik skupaj, imajo največje dobičke, večje kot vsi mi tukaj, s čemerkoli delamo, zaradi tega, ker ljudje še vedno najbolj cenijo kot uspešno zdravljenje debelosti izgubo kilogramov. Ampak mi se moramo ukvarjati s spremembo vedenja, z izboljšanjem, torej kakšni so naši obroki, kako se prehranjujemo, prehranske navade, koliko se gibamo, kdaj se gibamo, kako reguliramo svoja čustva. To vse je bolj pomembno od tega, če se mi zvagamo enkrat na teden in če kilogrami padajo. Torej, fokus stran od kilogramov na tehtnici, ampak pa nazaj potem na naše vedenje. A ne? To je tista celostna slika. In po mojih izkušnjah nimajo vsi, ki delajo z ljudmi, kapacitete, da sploh to vse vedo in da vse to ponotranijo potem in na podlagi tega svetujejo. Ker kar jaz tudi vidim pri delu z ljudmi je, da lahko dobijo zelo podobne nasvete, ampak na kontrolnih posvetih pa vidiš, da kaj so oni dojeli od tega tvojega nasveta, so različne slike. Torej, ti se moraš vedno prepričati, a je oseba, kateri ti razlagaš, dojela to tako, kot ti želiš, da ta oseba to dojame. A ne? Torej, a imamo mi predstavo o istih intervencijah, ali sem jaz nekaj rekla, ta gospa je pa dojela, nikoli več ne sme jesti sladkega, čeprav sem jaz rekla, potrebno je omejiti sladko. A ne? In zato je delo z zdravljenjem debelosti je zahtevno, čeprav se ga pogosto obravnava kot, to pa znaš takoj, ko prideš iz neke fakultete, to pa znaš ta prvo licenco, ki jo imaš iz fitnessa, iz prehrane, karkoli, pa ni čisto tako. A ne? To je tisto, kar si v bistvu vsi upajo s temi ljudmi delati, zavedanja za delo z njimi pa ni. Treba se je tudi zavedati, da so si ljudje, s katerimi strokovnjaki delajo oziroma delamo, različni in v dojemanju nasvetov in mogoče v tem, katere pomoči nekdo potrebuje za to, da neki uspešno telesno maso izgubi in jo tam tudi ohranja potem. Ne? Ker za marsikoga je, vsaj za neko majhno izgubo telesne mase, če gledamo to kot nek rezultat, dovolj že res, da spremeni neko čisto preprosto vedenje. Povsem preprosto. Večji zajtrk, recimo. Povečam zajtrk, bolj enakomerna sitost čez dan, manj snekanja, na koncu zaradi tega pojem 300 kalorij manj in je to lahko mogoče dejansko ena taka zelo simpel, zelo majhna, ampak zelo učinkovita stvar.
Zdaj za marsikoga pa to enostavno ne bo dovolj. Bo pa rabil več sprememb prehrane, več sprememb vedenja, več sprememb pri gibanju, več psihološke podpore, včasih kdo tudi neko obliko zdravil oziroma tega zdravljenja. Ne? In lih to, da se tudi zavedamo, da čeprav mogoče navzven osebe z debelostjo, to bo zelo grdo rečeno zdajle, zgledajo enako in bi lahko rekli, ja, pač se rabijo vsi isti pristop, manj je, več se gibaj, ne? Absolutno to ne drži. In tega se moramo nujno zavedati in mi, in tudi ljudje, s katerimi delamo. Mogoče ljudje, ki to poslušajo. Ja, zdaj imam pa jaz tukaj še eno tako pomembno stvar. Ne? Omenjali smo že zdravila za zdravljenje debelosti in zakaj to ni goljufanje. Lana je tudi omenila, nimamo niti dovolj dietetikov, da bi lahko debelost uspešno zdravili na tako sistemsko in dobro in celostno. A ne? In me še vedno fascinira, da je javnost jezna na dejstvo, da zdravila za debelost obstajajo, na dejstvo, da ljudje uporabljajo zdravila za debelost, kot da ne privoščijo, nekdo je lahko uspešno izgubil telesno maso z nekaj več pomoči kot nekdo drug. In če si probamo to predstaviti oziroma zamisliti, ne, torej imamo javnozdravstveni problem, ki se tiče več kot polovice populacije, imamo rešitev, ki v okviru celostnega pristopa, ki so tudi vedenjske spremembe, gibalne spremembe in tako naprej, učinkuje lahko fantastično, ker imamo že 2 desetletji znanstvenih podatkov na to temo, ne? Ampak zdaj pa nismo zadovoljni. Nam pa to zdaj ni všeč. Torej, odloči se zdaj, kaj ti ni všeč. To, da je nekdo, da živi z debelostjo, ali to, da si proba na številne načine pomagati uspešno. You can't have both. Jaz to v neki primerjavi pa primerjam z sladkorno boleznijo tipa 2. Ne? Sladkorna bolezen tipa 2, diabetes tipa 2 je tudi posledica prekomerne telesne zamaščenosti. Ne prekomernega uživanja sladkorja, ampak prekomerne telesne zamaščenosti. In ljudje, ki razvijajo sladkorno bolezen tipa 2, si potem pomagajo pri menedžiranju tega stanja z inzulinom. In hvala Bogu, da recimo niso soočeni s to stigmo oziroma strani javnosti v tej smeri, da zdaj goljufajo, ker si pomagajo z inzulinom, ker v resnici, če bi bili bolj pozorni na dejavnike življenjskega sloga, verjetno sladkorne bolezni tipa 2 sploh ne bi razvili. Ne? In ni tukaj zanimiva primerjava, ne? Marsikaj se prenese. Se pravi, ni glih tako enostavno. Ne? In ta zdravila v resnici zadnjih recimo, ne vem, par let samo sem imel čez palc 10 primerov, kjer smo imeli kombiniran pristop k hujšanju, se pravi, kjer so bila zdravila prisotna kot poleg prehranske intervencije, gibanja in psihološke podpore tudi. In tisto, kar je recimo tukaj Lana je omenila eno izkušnjo, ene gospe si rekla, zdaj se počutim normalno. Ne? No, to je tisto, kar tukaj opazimo. Ne? V bistvu v resnici ta zdravila nimajo pri tej populaciji oseb z debelostjo pravzaprav nobenega čudežnega posebnega efekta mimo tega, da jih samo malo ponastavi, malo, dajmo reči, da izravna njihov apetit in vse te, omenjal sem prej nahrbtnik, se pravi, malo sprazni ta nahrbtnik, malo lažje ali pa občutno lažje in postane urejati svojo prehrano in skrbeti za dovolj gibanja in vse ostalo, kar je pomembno za njihove rezultate. Ne. Samo to je. Se pravi, če že vemo, da morajo ti ljudje hoditi po tej isti poti veliko bolj obremenjeni, potem se to breme s pomočjo teh zdravil malo zmanjša, da v bistvu lažje izpolnjuje vse ostalo, kar je potrebno. In tam, kjer pa zares lahko govorimo o goljufanju, če želimo uporabiti to besedo, pa bi izpostavil populacijo, ki dejansko uporablja ta zdravila na tak način, ki nimajo debelosti.
kozmetične. Za kozmetične. Minus 5 Se kil. pravi, to je, mislim, da tisto, ker ljudje zdaj, če opazujem z distance, kot nekdo, ki v bistvu dela z ljudmi, ki imajo debelost, ampak dela veliko več z ljudmi, ki debelosti nimajo, pa želijo vplivati z gibanjem in prehrano, bolj kar ne samo na to, da izboljšajo svojo telesno sestavo, dosežejo pač nekaj tistih 5-10 kilc, ki se jim je nabralo z leti. To ni debelost. Ni debelost, če imaš ti pri 45, 50, 5 do 10 kg več, kot pa si jih imel pri 30. To ni debelost še. Čeprav, kot je rekla Lana, mogoče sam zase misliš, sem debela, ko se pogledam v gledalo. To ni debelost. Pač razpadel ti je sistem, pa enostavno si pridobil zaradi presežka odvečne kilograme. Ne govorimo o isti stvari. In tukaj mislim, da populacija v splošni javnosti tega ne uspe dobro ločiti. In potem mislijo, da obstajajo ljudje, ki si pomagajo s temi zdravili zato, da lahko čim hitreje shujšajo pred poletjem. Ali pa zgubijo teh 5 do 10 kg, o katerih zdaj govorim, brez da bi rabili zares se posvečati treningu in prehrani, ampak pač samo nokautirajo svoj apetit. In tukaj mislim, da dejansko je vredno opozorilo in je na mesto povedati, da če ti recimo nimaš vsega, o čemer smo govorili do zdaj, da se ne ponavljam, pa je recimo tvoj apetit generalno normalen, ti recimo pač si normalno sit pri 2000 kalorijah ali pa 2500 kalorijah, za razliko od osebe, ki se bori z debelostjo, ki potrebuje recimo 3500 ali pa 4000, da čuti enako sitost kot ti pri 2000. In če mi osebi z debelostjo, spet bom uporabil to besedo samo zato, da me boste bolje razumeli, nokautiraš apetit iz 4000 na 2000, mu bo samo lažje pri 2000 biti normalno sit, telovaditi, pa še vedno vnesti dovolj hranil, ki jih rabi. To je tvoja odgovornost potem kot nekdo, ki ga spremlja, da poskrbiš, da pa s temi 2000 kalorijami, ki mu jih ostane, dobi dovolj beljakovin, vlaknin, hranil, da mu urediš to prehrano. Ampak zdaj vsaj bo lahko ti bolj sledil, ker ne bo imel konstantnih paničnih napadov, zakaj je to klačen. Zdaj pa vzamemo kot primer to osebo, ki išče bližnjico, pa generalno potrebuje 2000 do 2500, pa uporabi isto zdravilo. Njemu pa v bistvu zdaj to zdravilo nokautira apetit iz 2000 oziroma 2500 na 800. Njemu sploh ne paše pol jesti. In potem, kako boš pa ti zdaj poskrbel za nek normalen vnos, uravnotežen vnos pri 600-800 kalorijah pri enem obroku na dan? Seveda se topiš, hujšaš, valjda. To so ljudje, ki jih potem vidiš, recimo ženske, moške, vidiš pri 40-45 se v parih mesecih dobesedno posušijo. Zgubijo maščobo, absolutno, zgubijo mišično maso, ker je do 500-600 kalorij na dan. Zgubijo kostno maso. In tukaj pa je na mestu opozorilo, da če tukaj recimo ne bomo pozorni, uspemo, to je recimo zdaj moja prva javna napoved, da če se to ne bo uredilo, predvidevam, da v nadaljnih letih, ne bom bolje rekel, v nadaljnih desetletjih sigurno, se pravi za populacijo, ki to počne zdaj pri 40, 45, 50, ker imajo ta denar, ker vseeno te recepte treba plačati in pač imajo ta denar, imajo veze, zdravnikov recimo, ki te recepte predpisujejo, čeprav vedo, da to uporabljajo ljudje, ki nimajo debelosti. Ti ljudje znajo, če bodo nadaljevali s tem, imeti hude težave kasneje v starosti in predvidevam, da ko bojo ti ljudje dosegli 70-80 leta, bomo imeli porast, da ne rečem epidemijo, bolezni kosti in bolezni mišic. Torej govorimo o sarkopeniji, osteoporozi, ker kaj pa drugega ti ostane, kot si rekel, Se pravi, če si v bistvu takrat, ko si najbolj naredljiv, recimo v situaciji perimenopavza, menopavza za ženske, potem si privoščiš kronično obdobja prehrane s 600-800 kalorijami, ki je tako dobesedno pomanjkljiva v vsem. Katastrofa pač. To je, zdaj si zadovoljen, ker si shujšala, oziroma si shujšal, ampak ko te vprašam čez 15-20 let, me zanima, če boš bila sposobna ostati stola. In tukaj mislim, da je pa ta največja past teh zdravil in ko o tem razmišlja in presoja recimo nek povprečen posameznik, je pomembno razumeti tukaj, komu so ta zdravila namenjena. In za koga imajo koristi in kdo ne bi jih uporabljal. Torej, in ko govoriš uporaba na odgovorna vseh uporaba. Se pravi,
Nimamo problema s tem, da inzulina uporablja diabetika. Ne? Bi bilo pa zelo nesmiselno, da inzulin uporablja nekdo za nek čist drug namen, za katerega je mišljeno to zdravilo. In tukaj mislim, da se dogaja to, da ta zdravila zdaj uporabljajo ljudje, za katera sploh niso mišljena. Da ne govorim o tem, da potem ljudem, ki imajo dejansko, ki bi jim ta zdravila pomagala, je vprašanje, če ga imajo vedno na voljo, ker jih zmanjka včasih. Ampak to je ta temeljna razlika. Ne moramo kar govoriti kategorično vseh skupaj. Če nimamo debelosti, če iščemo neke kozmetične popravke zaradi tega, ker ne želimo dejansko posvetiti potrebne pozornosti ureditvi svojega življenjskega sloga, gibanja in prehrane, pa želimo 50 kg, ki se nam je nabralo skozi leta, pač shujšati po bližnjici, potem počnemo veliko sranje. Na drugi strani so pa ljudje, ki imajo bolezen debelosti, ki pa ne zaslužijo si v bistvu tega enakega opozorila. Je pa škoda, ne, da neka splošna javna percepcija zdravil za debelost je negativna zaradi posameznikov, ki jih zlorabljajo v narekovajih. Ker je pogosto, kar slišimo, ja, ampak kaj pa tisti, ki uporabljajo ta zdravila samo za kozmetično hujšanje? Ja, a veš, na vsako stvar, na vsako novost revolucionarno lahko tako gledaš, ne? Na internet. Ja, kaj pa, če se bo internet, ko ga izumimo, uporabljal za kaj negativnega? Ja, verjetno se bo. Našli se bojo posamezniki, ki bojo vsako stvar poskušali zapeljati v napačno smer. Ampak zdaj pa, da bi generalizirali, da so zaradi tega to slaba zdravila ali pa da so škodljiva, je pa malenkost škoda, ker se spet ljudem, ki jih najbolj potrebuje, dela medvedjo uslugo. Avtomobili so izum, ki ga nekateri uporabljajo tako, da se vozijo 200 po napačnem pasu v napačno smer. Prepovejmo avtomobile. Torej, kako bomo zdaj se tega lotili? Vsak tehnološki napredek svojega časa potegne za sabo določena tveganja in tukaj ne bo nič drugače. Tukaj bi se samo dotaknil še ene stvari. Omenjali smo uporabo zdravil za zdravljenje debelosti in izgubo mišične mase, izgubo kostne mase. Tudi zato so pogosto na slabem glasu. In spet ljudem se tukaj v glavi ustvari slika. Če uporabljam tudi tak pristop, je zagotovljena ful večja izguba mišic in ful večja izguba kosti, kot če bi se jaz lotil izgube kilogramov brez tega zdravila. Ampak ne gre za to. A je res, Lana? V bistvu vsak zelo hiter pristop, vsako zelo hitro hujšanje, sploh pri premalo beljakovinah, sploh pri odsotnosti telesne aktivnosti, bo imelo identičen učinek na našo telesno sestavo. Tako je, ja. Tudi pri ljudeh, ki bojo se zdravili za zdravljenje debelosti. Z njimi imam jaz tudi priložnost delati v kliničnem okolju, torej izvajam edukacije, predno s temi zdravili začnejo, oziroma ko se jim uvedejo ta zdravila. In tisto, kar jim vedno na koncu rečem, če ste si kaj danes zapomnili, ste si mogli zapomniti beljakovine v vsakem obroku, pa gibanje vsak dan, če je le možno v neki zmožnosti, ki jo imate. In temu se vsi smejijo, ker jaz res v tej edukaciji beljakovine omenjam, če ne v vsakem 4. stavku, pa če gremo zdaj nazaj. Torej, to, kar je Mario rekel, nokautiramo apetit iz 4000 na 2000, pri nekaterih iz 2500 na 1500, kar pomeni, da tudi vsi ljudje, ki ta zdravila dobijo predpisana, mogoče bi lahko tudi brez njih dosegali neko izgubo telesne mase, ampak pač se je zdravnik mogoče zaradi nekih pridruženih zdaj bolezni odločil, da jim to predpiše. In moja naloga takrat je, da jim je jasno, da če bojo samo sledili svojemu apetitu, preskočili 2 obroka, jedli za večerjo čips in pil multisolo, to je dobesedno primer iz prehranskega dnevnika, ki sem ga videla, ker to se dogaja. Torej, ti nimaš apetita, nimaš neke motivacije, da poskrbiš za svojo prehrano in efektivno tuj vnos je 800 kalorij, ampak ne iz 2 uravnoteženih obrokov, ampak iz kar nečesa. In v takem primeru zagotovo zdravljenje s temi zdravili nima tako dobrih rezultatov, kakor če mi vseeno se vsaj posvetimo neki osnovni ureditvi svoje prehrane in razumemo, da v vsakem primeru na neki točki ta zdravila pomagajo izgubiti od 15 do 20% izhodiščne telesne mase, ampak potem pa pride obdobje vzdrževanja. In v tem obdobju vzdrževanja je zelo pomembno, če tvoj življenjski slog, če tvoje vedenje podpira vzdrževanje te telesne mase. Ker drugače se vseeno, kljub tem zdravilom, lahko posamezniki začnejo nazaj rediti. In to je tista stvar, ki se jo pa ljudje ne zavedajo. Da torej
to ni namesto spremembe prehrane, zavedanja pomena rednega gibanja, ampak je poleg tega. Ker pa je dietetikov premalo, vsak, ki to zdravilo dobi predpisano, ne sliši teh informacij. In za vse, ki bojo to poslušali in mogoče potem šli do svojega zdravnika, kogarkoli, da jih zanima zdravljenje debelosti z zdravili, se morajo zavedati, kaj vse je še treba poleg tega narediti, da lahko govorimo o čim boljši oziroma čim bolj zdravi izgubi telesne mase. To pomeni, da seveda nekaj mišic se bo izgubilo, ker za 140 kg pa 100 kg enako količino mišic ne rabimo, ne? Ker pač ne prenašamo teh 40 kg več vsak dan okrog. Ampak vseeno delež, koliko mišic bo šlo, koliko kostne gostote bomo žrtvovali za to, je pa lahko manjši, če uredimo prehrano in če sprejmemo gibanje kot del vsakdana. Torej, če si vsak dan umivamo zobe, zato ker ne želimo, da nam izpadejo, zakaj ne skrbimo za gibanje vsaj v neki majhni meri, pa jaz to res govorim 15 minut na dan, če ne gre drugače, ker je to edini ukrep, da varujemo mišice in kosti. Smo pa zelo površni pri tem ukrepu. Ker sem odgovoren za merjenje časa, oziroma odmerjanje časa tele epizode, da se ne sprevrže to 2 uri plus pogovor ponovno, bomo na tej točki rekli, da smo povedali zelo veliko. 30 sekund. Probali počasi zaključiti. Mario, zadnjih 30. Naj ti bo. Daj mi 30 sekund, ker bom probal iz tega narediti en short, pa da ga bomo upravili na Instagramu. Močna. Sam zdaj moramo več tako, da bo v kosu. A veš, tisti, moj žul, omenil si goljufanje. Ne? V prispodobi vidim to nekako tako. Osebe z debelostjo, ki si pomagajo z zdravili proti debelosti. Zanje je to goljufanje glih tok, kakor bi bilo za enega, ki ga recimo boli koleno ali ima pa slaba kolena, pa hoče iti recimo na Šmarko, da uporabi pohodniške palice. Razumeš? Se pravi, oteženo ti je, še vedno bi rad šel, ampak si uporabiš nekaj, da ti je vsaj malo lažje. Ne? Se pravi, malo tisto osnovni problem, ki ga imaš, si pomagaš z njim lažje shajati. Malo manj te boli, malo lažje ti gre. Malo več užitka po tej poti lahko najdeš, namesto da se toliko matraš. Ali pa vsaj malo manj trpljenja, malo manj trpljenja. Se pravi, samo eden izmed vseh ostalih dejavnikov, ne, o katerih smo govorili, v bistvu je to toliko v bistvu lahko, toliko ti lahko učinka recimo da. Ne. Tako da, dajmo tukaj biti malo ljudje, no, to sem sam hotel reči mogoče v zaključku, dajmo biti malo ljudje, pa dajmo pogledati, da so odločitve, ki jih sprejemajo, dostikrat zelo komplicirane, zelo odvisne od vseh situacij, v katerih se v trenutku nahajamo, in da zadnja stvar, ki jo ponavadi rabimo, je, da nam nekdo, brez da bi si vzel čas, da sploh razume naš problem, brez da bi si vzel čas, da nam prisluhne, da pač poskuša razumeti, kaj mi zares rabimo, nam pač sam tako strese iz rokava. A veš kaj bi ti mogel? To je ta čisto človeška, ne? A veš kaj bi ti mogel? Ti bi mogel sam to pa to. Ti bi mogel sam na fasting, ti bi mogel sam postice, ne? Se pravi, to je tisto, kjer mislim, da se kažejo tako najbolj površne, temne plati naše človeškosti, in to so recimo ljudje z debelostjo, so ravno tisti, ki so do tega najbolj občutljivi. No. Pa sem vzel minuto, ne 30 sekund, pa hvala, to je pač, ker imaš veze. Ne. Vse je v redu, Mario. Jaz si bom kar dovolil narediti zaključek. Ja. Hvala za vajen čas in hvala za tole super debato. Verjamem, da bo zelo koristna, dajmo reči tako. Torej, če bi mogli mi povzeti, bi jaz šel nekako takole. Debelost je kompleksna stvar. Definitivno je bolezen in definitivno je problem, s katerim se kot družba na več nivojih precej neuspešno trenutno spopadamo. Če bi se dalo ta problem rešiti preprosto, bi ga imeli že 100-krat rešenega. In ne bo to še nek zadnji poziv znotraj te epizode, ljudem naj poskušajo čim manj s prstom kazati na posamezne grešne kozle znotraj te kompleksne sfere. Ni niti samo prehrana, ni samo pomanjkanje gibanja, ni samo pomanjkanje odgovornosti, ni samo pomanjkanje motivacije ali pa discipline. Gre za kompleksno stvar, ki v večini primerov zahteva tudi kompleksen pristop.
Zdaj, koliko različnih dejavnikov bo treba pri osebi spremeniti, je različno, je odvisno od številnih lastnosti, ki jih ta oseba ima in njenih okoliščin življenja. Ponavadi pa zahteva spremembo tako prehrane, gibanja, vedenja, včasih psihološko podporo, včasih so to korenite spremembe, včasih mora celo nekdo postati druga oseba, zamenjati identiteto, če želi, da je to uspešno uspe. Na neki točki pa seveda za določene posameznike, ne za vse, pridejo lahko na vrsto tudi zdravila za zdravljenje debelosti kot eno od uporabnih orodij. Jaz bom tukaj rekel takole, motijo se oboji. Motijo se tisti, ki rečejo, zdravila za debelost so slaba, nepotrebna in podpirajo lenobo in nihče ne bi smel biti na njih. In motijo se tisti, ki pravijo, vsi, ki bi želeli izgubiti telesno maso oziroma pozdraviti svojo debelost, vsi bi morali biti na zdravilih. Oboji se motijo. Sivina je vedno povsod, ne? In mislim, da tukaj tole ni nobena izjema. Kompleksen problem, kompleksna rešitev. Upam, da tale epizoda pomaga. Hvala sponzorju Novo Nordisk. Hvala za poslušanje, hvala za čas, hvala za zaupanje. Pa se vidimo naslednjič. Hvala.